Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali trmoglavčka, ki je prebival v veliki knjižnici. In ob prebiranju najrazličnejših knjig si je pridobil ogromno znanja, ki pa ga ni mogel z nikomur deliti. No, vse do nekega dne, ko je močan sunek vetra odprl vrata knjižnice. In kaj se je zgodilo potem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Trmoglavček Tomaž in njegovi prijatelji. Tomaž je živel v veliki stari hiši, ki jo je čas prekril svojo puhasto tančico in jo zazibal v sen. Hiša je obdajal prostran park, v katerem so bori in veličastne jelke dvigali proti sinjemu nebu. V hiši je samo tiktakanje velike ure nihalke odmerjalo minevanje časa, noči, dnevov in letnih časov. Tomaž je prebival v knjižnici te velike hiše. To je bila velika soba, v kateri so knjige prekrivale vse stene od tal do stropa, od enega konca do drugega. Nekatere so bile zaprašene, druge čiste, nekatere še nove, druge tako stare, da nihče ni vedel, kdo jih je kupil ali podaril. Nekatere knjige so imele strani iz močnega, nekoliko grenkega papirja, druge pa iz tankega pergamenta, ki je bil sladek in okusen. Da, prav okusen. Tomaž je bil namreč trdoglav, prav eden tistih trmoglavov, ki požirajo liste v knjigah. Toda Tomaž je bil svojevrsten trmoglav. Ko je zrasel, se je odločil, da ne bo več grizel knjig, ker bi s tem povzročil veliko škodo. In Tomaž je preveč cenil knjige, da bi jih uničeval. Menil je namreč, da bi za njegovo prehrano zadostovali številni časopisi, ki so ležali ob praskatajočem kaminu. In tako je postal velik prijatelj knjig, ki so bile njegove zveste in vdane tovarišice v dolgih in samotnih dneh. V veliki knjižnici je živel tudi mišek Saško, s katerim sta se večkrat pogovarjala ob skodelici čaja, toda Saško se je vedno mudilo in ni imel veliko časa, da bi ga posvečal malemu Tomažu. Tu je bil še Pajek Poldek, ki je po knjižnici nenehno razpredal svoje pajčevinaste nitke in brzel po njih sem in tja. Bil je celo tako prijazen, da je nekega dne s svojimi nitkami spletel Tomažu sijajno gugalnico od ene knjige do druge. Kako se je Tomaž zabaval, plezal gor in dol, dol in gor, se zibal sem ter tja. Juhu! Tomaž ni več grizljal knjig. Veliko časa je preživljal z njimi, se pogovarjal, se iz njih učil, se z njimi smejal in časih tudi jokal. Visoko, visoko, prav na najvišji knjižni polici so bile spravljene knjige, ki so Tomažu vzbujale strah, saj so to bili obširni slovarji in mogočne enciklopedije, ki so svojimi usnjenimi platnicami zviška opazovale vse druge. Tomaž je predvsem cenil družbo starega generala, zajetne knjige živo rdeče barve, ki mu je vsak dan pripovedovala o Zemlji, o oddaljenih planetih, svetlikajočih se zvezdah, o razliki med poletjem in zimo, snegom in dežjem, o vonjavah poljskih cvetlic, ki so okrog stare hiše prekrivale bližnje travnike. Ko je Tomaž tako prebil nekaj časa, se je navadno plaho umaknil, naveličal se je samo poslušati pripovedi o cvetju, o vonjavah, snežnih kristalih. Tudi on bi rad vse to neposredno spoznal, se dotaknil in povonjal. Tedaj se je navadno spustil na spodnjo polico, kjer so se vrstile leposlovne knjige.
brezkončne vrste knjig. Velikih, majhnih, debelih, tankih. Nekatere so imele platnice iz atlasa, druge papirnate, ki so se svetlikale v različnih barvah. Bile so modre, rdeče, zelene, okrašene z zlatimi ali srebrnimi črkami. Z teh knjig je že obrabljen čopič zelo pogosto odstranjeval prah. To so bile imenitne knjige. Tomaž, ki ni več grizel knjig ali njihovih strani, se je včasih rad predajal pustolovščinam neustrašnih mornarjev. Včasih pa se je pridružil otožnim vzdihljajem mladih deklet, vendar je kmalu pobegnil tudi od teh knjig. Nista mu bili všeč njihova nadutost in prepirljivost. Kar naprej so se prirekale: jaz sem najbolj privlačna knjiga. Nihče se ne more meriti z mojimi pustolovščinami. Moje zgodbe so najbolj napete. In tako v nedogled. Tomaž je v takih trenutkih olikano pozdravil in se po nitki, ki jo je spletel Poldek, spustil na tisti del knjižne police, ki jo je najbolj ljubil in se mu je zdela najlepša. Drugače kot na zgornjih policah tu spodaj, ni nikoli nihče brisal prahu. Vladal je popoln nered. Visoko nagrmadene knjige so bile tako zaprašene, da je bilo skoraj nemogoče razbrati njihove naslove. Poleg njih so ležale scefrane, natrgane, že nekoliko plesnive knjige z obledelimi, brezbarvnimi platnicami. Tukaj se je Tomaž šele počutil doma. To so bile njegove najljubše knjige. Tiste knjige z nekoliko čudnimi naslovi, kot so 1001 način za pripravo dobrega čaja ali Kako ločevati med severnim jelenom in losom ter podobno. Navadno je take knjige težko uvrstiti po vsebini in so zato ležale kar vse povprek na kupih. Med temi knjigami je bila razpeta gugalnica, ki mu je spredal pajek Poldek, in tu je navadno srebal čaj z miškom Saškom, in med temi stranmi, polnimi drobcev prahu, je mirno zaspal. Potem, ko je preživel toliko prijetnih in vedrih uric s svojimi zabavnimi in prikupnimi prijateljicami, knjigami. A kljub temu, da je imel toliko prijateljic, je bil Tomaž večkrat žalosten in se je čutil osamljenega. Znal je na pamet imena vseh planetov. Sposoben je bil na prvi pogled ločiti lipov list od javorjevega. Poznal je navade vseh gozdnih živali, jelenov, divjih rac, veveric, čebel, ki so včasih prihajale k mlaki v parku stare hiše, da bi se odžejale. Tomaž je res znal veliko, toda nikdar ni zapustil knjižnice. Kako rad bi se vsaj enkrat srečal z gozdnimi živalmi. Povedale bi mu, kako živijo, kakšen je svet in kako diši tam zunaj. Nekega dne pa je močen sunek vetra na stežaj odprl okno, ki je gledalo na park proti mlaki. Tomaž je stekel na okensko polico, a tam ga je zgrabil hud preplah. Sedaj, ko bi lahko poklical živali, govoril z njimi, mu je zmanjkalo poguma in se ni znal pomagati. Ni jih mogel poklicati: oprostite, spoštovane živali, ali bi se mi lahko približale? Kdo bi ga pa slišal? In zakaj bi se tudi sploh take lepe in veličastne živali hotele pogovarjati z nepomembnim trdoglavom? Tomaž je bil že čisto obupan, ko ga je prešinila misel, da bi prosil za pomoč Saška. On bi lahko bil njegov posrednik, lahko bi zaprosil živali, da se približajo oknu. Po dolgih minutah, prežetih z upanjem in napetim pričakovanjem, so se živali počasi približale okenski polici. Jelenček se je začudil. Tomaž bi moral biti srečen, da živi v tako veliki hiši, kjer je tudi v najbolj ostri zimi toplo in v kaminu veselo plapula ogenj. Nobenih sovražnikov nima, ki bi mu stregli po življenju. Poleg tega pa je zelo učen in koliko stvari se je naučil iz knjig. Tomaž je njegovim besedam pritrdil, vendar ni nikoli čutil vonjav jutranje rose. Nikoli ni okusil medu. Nikoli ni videl cveta, niti travnate bilke. Novi gozdni prijatelji so tedaj obljubili, da mu bodo pomagali. Vsakdo bo prinesel malemu Tomažu posebno,
prav posebno knjižico. Minilo je nekaj dni in jelenček je položil na okensko polico svojo knjižico. Tomaž je videl, da je ta knjiga zares drugačna od drugih. Namesto platnic je imela 2 lipova lista in namesto strani kostanjeve, javorjeve, brezove in topolove liste. Kako močno so dehtele posamezne strani. Peclji so še ohranjali rezek vonj po lubju in tu pa tam je bilo še opaziti rosne kaplje. Tomaž je prvič v življenju okušal resnične vonjave in to je bil res čudovit občutek. Naslednjega dne je svoje darilo prinesla čebelica. Knjižica je bila majhen pan, iz katerega se je cedil komaj nabran med, najslajši in najokusnejši do vsega, kar je Tomaž kdaj okusil. Tretji dan je z dolgim skokom pristala na okenski polici veverica in postavila pred osuplega Tomaža oreh. To je bila njena knjižica. Njegova lupina je bila polna gub in obenem nežna, a v njegovi notranjosti pa se je Tomaž lahko skrival in igral v številnih rovih in votlinicah. Četrti dan se je z negotovim korakom približal veličasten los. Njegova knjiga je bila stkana iz najlepših cvetlic, kar jih je mali trdoglav kdaj videl. Namesto strani je imela cvetne liste tisočerih barv, ki so zaprašeno knjižnico v hipu napolnili z omamnimi vonjavami. Zadnji dan je prišla divja raca. S kljunom je položila na okensko polico svoje darilo, ki ga je Tomaž težko pričakoval. To je bila zadnja knjiga, ki jo je mali Tomaž dobil. Njene strani so bile iz različnega perja, račjega, gosjega, labodjega. Mehko in nežno perje je svojo toplino spominjalo Tomaža na objem njegove mamice. Tomaž je bil zares srečen. Sedaj ni samo znal toliko stvari, ampak jih je prvič v svojem življenju lahko vonjal, okušal in se jih dotaknil. Pomislil je, da se mora svojim prijateljem oddolžiti, vendar ni vedel, kako naj izbere darilo, ki bo primerno tako za malo čebelo, kot za velikega losa, za urno veverico, kot za počasno raco. Prosil je za nasvet prijatelja generala, ki je lahko razpravljal o čemerkoli. Poznal je skrivnosti narave in vse besede v slovarju. Čeprav ni Tomaž nikoli zapustil knjižnice, je kljub temu imel obilo dragocenih darov. V knjižnici ni cvetja, listja ali veličastnega drevja. Je pa veliko knjig z zanimivimi zgodbami in čudovitimi pripovedmi. Tomaž bi jim vse to lahko pripovedoval, ter jih svojo domišljijo popeljal v svet nenavadnih dogodivščin. General je zaupal Tomažu, kakšne so navade njihovih gozdnih prijateljev, kaj najraje jedo, katera so njihova najbolj priljubljena zatočišča, najljubše barve in vonjave. Za vsako knjigo, ki jo je dobil, mu Tomaž izbral primerno zgodbo in tako spremenil vsako srečanje s svojimi prijatelji v nepozaben trenutek. Tomaž se zdaj ni počutil več osamljenega. Večere v knjižnici je veselo preživljal s svojimi gozdnimi prijatelji. Sedel je k ognju in začel pripovedovati. Zgodbe o čudežnih čebelicah, ki spreminjajo pelod poljskih cvetic v najboljši med, kar ga je kdaj bilo. Zgodbe o losih z zlatimi rogovi, o plešočih vevericah, ki plešoč skačejo z enega drevesa na drugo, o letečih jelenčkih. Ko so poslušali Tomaževe zgodbe v prijetno topli in udobni knjižnici ob skodelici dišečega čaja med bleščečimi nitkami poldovih pajčevin, so bili vsi srečni. Odslej ne bo Tomaž nikoli več osamljen. Njegove zgodbe so priklicale vedno več živali, ki so želele prisluhniti njegovim čudovitim dogodivščinam. Našle so čarobno zavetje, kjer so lahko preživljale vesele in brezskrbne urice v objemu domišljije. Vsaka od njih se je vračala v gozd, navdušena in obogatena z novimi izkušnjami. Čebele so hotele izdelati najokusnejši med, ki bi imel barve ciklam, mačeh
in zelenilo javornih listov. Veverice so vrtolomno skakale po vejah visokih dreves in razgibale še tako oddaljen predel gozda. Divje race pa so spletale vse bolj mehka in topla gnezda. Včasih so živali vzele s seboj Tomaža, da bi si lahko tudi sam ogledal čudovito naravo in da bi skupaj malicali. Še danes, tam nekje sredi gozda, veličastni los kdaj pa kdaj počiva v senci visoke smreke in pripoveduje o malem trmoglavčku in njegovih prijateljih. Zelo simpatična ter poučna pravljica, kaj ne? Ste slišali, koliko znanja je trmoglavček pridobil s pomočjo knjig? In ne samo to. Svoje znanje je s pripovedovanjem širil tudi med svoje prijatelje ter ostale živali. Bravo, trmoglavček Tomaž. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zajčkov bralni krožek, v kateri je zajček vsako noč na skrivaj obiskoval knjižnico. Tudi zelo zanimiva pravljica. Prijazen pozdravček vsem in verjamem, da boste tudi vi s svojimi starši kmalu obiskali knjižnico in brskali med najrazličnejšimi knjigami. Resnično je zelo zabavno in še polno znanja. Uživajte, otroci, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Ja, si simpatičen, trmoglavček. Thank you.